Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na 6. tiskovni konferenci v letošnjem letu, ki jo prireja Slovenska matica. 6. po vrsti, tudi to je dokaz, da smo zdaj v okrepljeni uredniški zasedbi od letošnjega leta na Slovenski matici, tako da intenzivno poskušamo pripravljati tudi naš knjižni program. In morda bi rekli, glede na to, da tiskovne konference običajno organiziramo nekako v tematskih sklopih, ki jih zastopajo tudi naši cenjeni odseki, ki jih Slovenska matica ima, bo tokratna tiskovna konferenca nekako razdeljena v dva dela. Prvi del bo posvečen literaturi, zgodovini, spominom, tudi, bi rekla, bližini leposlovja, medtem ko bo drugi del posvečen našemu naravoslovnemu odseku in novi oziroma prenovljeni izdaji zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike. V letošnji matični zbirki Spomini in srečanja, ki postaja vse bolj uveljavljena, je že izšel zelo odmeven in tudi uspešno predstavljan zapis o violinistu Dejanu Bravničarju Vdih lepote. Druga knjižica v tem letu iz iste zbirke Spomini in srečanja pa je knjiga Moj trst Bogomile Kravos, avtorice, ki je pri Slovenski matici že uveljavljena. Leta 2013 je pri nas izšla zgodba mojega očeta, v kateri biografsko popisuje življenje, tudi delo in seveda spomine na Josipa Kravosa. Leta 2019 pa je Bogomila Kravos izdala še zelo pomembno monografijo, historični pregled zgodovine gledališča v Trstu, tudi z sporočilnim naslovom Slovensko gledališče v Trstu. Moj trst pa, kot pove že naslov, tokrat avtobiografija avtorice, njeni spomini na otroštvo, tudi dekliška leta in seveda refleksija na vse, kar je Trst nekoč bil in kar je danes, skozi pogled zrele avtorice Bogomile Kravos, ki ta trenutek predajam besedo. Najlepša hvala. Hvala dr. Ignaciji Frider. Naj povem takoj na začetku, da je pravzaprav ona tista pobudnica te knjige. Pred 4 leti, ko je snovala svoj program, tako je boljše, je pač mi predlagala, da napišem zbirko esejev. Jaz sem mi rekla, bi pisala roman, no in pred vami je pričevanje o času in prostoru, mojem seveda. In gre za opis v bistvu angažiranega življenja, ki je nujno angažirano, ker je življenje Slovenca na meji. Rodila sem se in živela dolgo na meji, kjer je bila železna zavesa. Na to večkrat pozabljamo. Tista železna zavesa, ki je delila in obenem mitizirala v različnih pogledih, odvisno od tega, kaj je kdo mislil in kako je gledal na drugega. Na vsak način, tisto, kar je zakrito, je vedno, se da pač po svoje interpretirati in razlagati. Naj povem, da sem v vsem svojem bistvu se opredeljujem za tržaško Slovenko. Kdorkoli in uporablja besedo zamejec, zamejka, zamejstvo ali pa manjšinec, govori izven mojega prostora. Je človek, ki me opredeljuje in
gleda name od zunaj. Jaz sem Tržaška Slovenka. Tržaška Slovenka, to je zavest, ki smo jo pridobili v bistvu, ko smo odraščali v 70-ih, 80-ih letih in ko je bilo na veliko govora o enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Dosti se je o tem pisalo z ene strani in druge in to nas je takratne mladostnike, kakokoli odraščajoče, oblikovalo in zaznamovalo. O tem obstajajo v bistvu dve knjigi, obe sta išli leta 1987 pri založništvu Tržaškega tiska. Eno je izdal Pavle Merkur, ki mogoče se bo kdo spomnil, je v tistem obdobju glede na oznako za zamejstvo in zamejce skoval izraz unajci za osrednje Slovence. Torej, to so tako lepa razmišljanja o lastni identiteti. Druga knjiga pa ima naslov Ednina, dvojina, množina. In to je zbornik, v katerem izstopa marsikateri prispevek, v katerem recimo psihanalitik Fonda je tam meni razčistil moj odnos do mojega Trsta. Ko mi kdo reče ščavo, in to je zelo huda, kruta žaljivka za nas, je to njegov problem, ne moj. Torej, psihanalitično je to zvrnil na tistega, ki povzroči škodo, da mora on se vprašati, zakaj je to rekel. Drugi prispevek je napisal italijanist Giuseppe Petronio. To je bil velik profesor na Tržaški univerzi, ampak on je imel svojo šolo italijanistika in je opredelil v tem svojem prispevku Claudia Magrisa. Claudia Magrisa in njegovo tržaškost. In zdaj v tem se pa zrcali tudi moja, naša tržaškost. Tržaškost je kompleksen pojem. Tržaškost lahko sprejmeš. In v duhu tistega enotnega slovenskega prostora smo mi dognali, da smo drugačni in moramo biti drugačni, ker živimo na meji. Živimo v stalnem kontaktu z drugim, ki je lahko prijatelj ali pa neprijatelj. Ampak si izdelujemo tudi eno svojo podobo. In ta podoba je komplementarna oziroma lahko samo obogati celotni slovenski prostor. To je v bistvu prikaz, ki ga dajem na svetlost to knjigo. Stalno se moraš preverjati, stalno se moraš boriti za to, kar si, ampak obenem s tem bojem ohranjaš trdnost. Človeku je pač to dano. Jaz, kot so nekateri mi rekli, da sem živela pač v privilegirani družini, v družini, kjer smo imeli vsega, in mislim, da je pošteno, da obrazložim, zakaj to bogatstvo je treba tudi razdajati in ga poklanjati drugim. Mislim, da pišem v bistvu vedno eno in isto zgodbo. Ko sem pisala o gledališču ali pa o osebah drugih, sem vedno dala svoj pristop do drugega, do sebe in do sveta, v katerem živim. Torej, gre za prikaz dejansko mojega Trsta, mojega časa, kar je konec koncev, kot vidite, imam že določena leta in torej je jasno, da je en prehod zelo dolg, pravzaprav za mano, ampak tudi čas in prostor, ki me določata in ki me opomenjata moje življenje. Jaz mislim, da je to bilo lepo življenje. Kakorkoli, ko boste brali, boste videli, se človek tudi spotakne, ampak ob spotikanju se tudi potem pobere in gre naprej. In upam, da bomo šli naprej. Hvala.
lepa Bogomili Kravos, ker je izpostavila kar nekaj zelo pomembnih stvari. Prvo je seveda razumevanje enotnega slovenskega kulturnega prostora in naj poudarim, da in osebno, ko sem lahko sodelovala pri nacionalnem programu za kulturo, ki jo veljavi, izrazito poudarjamo enotni slovenski kulturni prostor osebno in da seveda enako razumemo to tudi na Slovenski matici. Tako da ne razumemo matice kot tisto središče, kamor prihajajo iz geografsko opredeljenega zamejstva ali tumejstva ali tudi danes pogoste omejenosti, ampak seveda razumemo ta prostor kot tisti, ki se oplaja z vsemi zgodbami, tudi zgodbo o Trstu in o nekem času in prostoru, ki jo predstavljamo danes. Sodelovanje z Bogomilo Kravos je seveda vedno zelo dragoceno in živahno, tako da naj kot urednica povem, da sem pri pripravi tega dela zelo uživala. Vedno je polna spominov, tudi tu je kar nekaj takih spominov dragocenih, a ne Bogomila zapisanih, morda samo enega deli še z nami. Uživo? Ja, zdaj je. Uživo. No, jaz mislim, da misliš na Gagarina. Morda. No, če je za nekaj, jaz mislim, da bom ostala zapisana v spominu zaradi pisma Gagarinu. To je bilo 61. leta, jaz sem bila stara 13 let. Zjutraj so po radiju javili, da je Gagarin pač zletel in plesal. In to tudi ponazarja svet, v katerem sem živela. Za Tržačane smo Slovani zelo pomembni, Slovani kot Slovani. Torej nas v času fašizma, nas in Rusov je bilo 150 milijonov, ker samo tako si lahko kljuboval tistemu nasilju. No, in ko je ta vest prišla o Gagarinu, mislim, to smo bili, jaz tisto jutro, ker sem hodila na nižjo srednjo gimnazijo, nisem mogla, sploh se ni mogla govoriti o drugem kot o tem dosežku. Na trgu v Goldoni, ki sem ga morala prečkati, zato da sem prišla do šole, je, poglejte, Tržaški dnevnik Il Piccolo je bil, sploh njegov odgovorni urednik je bil fašist. In torej je bilo vse proti vsem Slovanom. To je bila posebna izdaja in na trgu je fant prodajal časopis in razglašal, prvi človek v vesolju je Sovjet, Rus. Jaz sem kupila tisti časopis prvič, Il Piccolo. No, potem šola, ure in potem na povratku domov sem pomislila, tako kot moje sošolke pišejo filmskim igralkam, igralcem, pevkam, pevcem in dobivajo te podpise, bom jaz pisala Gagarinu. Jasno, na skrivaj. To sem si pripravila zvečer, preden sem šla spat na umazano, tako smo pisali mi najprej, na umazano. Zjutraj, ko je mama šla v trgovino, sem jaz to prepisala na skrivaj, vzela pisemski papir in se je spet na skrivaj šla v trafiko k gospe Zori in jo vprašala za znamko za Sovjetsko zvezo. In gospa Zora mi je rekla, videre, ki je ko za Jugoslavijo, znaš? In mi je dala znamko, prilepila, jaz sem pogledala, da je dobro prilepljena. In potem minejo meseci, mine poletje. Jaz sem pozabila že na to, ker konec koncev sem bila tudi vajena. Ni niti bila frustracija, da nisem dobila odgovora. Sovjetska zveza, jaz sem napisala Jurij Aleksejevič Gagarin, ZSSR, oziroma CCCP, URSS, ker smo pač v Italiji. In potem je 4.
4. oktober, Sveti Frančišek, zavetnik Italije, šole prost dan. In jaz sem bila doma in popoldne pride poštar Marko. In takrat je bilo tako, mi imamo hišo doma in torej vrt in ta Marko se najavi s tem: Gospod Kravos, vidite, gledajte, imate eno pismo s Sovjetske zveze, z Moskve. Moj oče je seveda komentiral, češ je pil, ne? In jaz sem priletela pred ta porton, naš porton, in sem rekla: oče, ne, je zame, je Gagarin. No, in to je bilo nekaj neverjetnega. Vsi so iz hiše se seveda, naši so prišli vsi zraven, vsi gledali to kot relikvijo. In potem je bilo naslednji dan v šoli, se je špektakel ponovil, so morali vsem povedati, kako sem jaz to pisala, kako sem to. In moj oček je bil velik teatrant, je seveda takoj pripravljal, kdo bo lahko prišel, ker bo prišel Gagarin k nam na obisk, mama bo kuhala šruplje in žal je leto prej je umrl prijatelj, ki je bil tolmač, odličen tolmač in ki je ruščino govoril res. Tako da smo se napajali, smo prav poslušali, kot bi bil Puškin, smo se ga ljubili. Je pa ostal gospod Bambič, to je bil slikar in je tudi on je znal ruščino, ampak oče je rekel, ni tako dober, ampak podober, tako da. No, to je eden od opisov mojega življenja. Tako da veste, da smo res bogato živeli. Hvala, Bogomila. Zdelo se mi je prav, da kljub malo daljši zgodbi vendarle delimo tudi ta utrinek, da boste videli, kako živa in živahna je njena pripoved in živi in živahni so spomini. Seveda, morda preberem samo zaključek. Razmišljaj pozitivno, punca. Bodi pripravljena na vse. Kar je ostalo od nekdanje dediščine, je treba ovrednotiti. In kakšne vrednote so pravzaprav to, bomo morda in kakšne vrednote imamo danes, bomo več lahko spregovorili s predstavitvijo naslednje knjige. Vsekakor pa naj dodam samo še, da je knjiga Bogomile Kravos, Moj trst, opremljena seveda tudi številnimi fotografijami, tudi tu na naslovnici z fotografijo, mladostno dekliško fotografijo avtorice in da je priložen tudi slovarček tržaških besed, za kar je še posebej dragocena in tudi slovar oziroma seznam razlaga osebnosti, ki v zgodbah nastopajo, tako da dobimo res celovito sliko Trsta v takratnem času. Z Gagarinom pa smo seveda dobili tudi imenitni uvod za kasnejši drugi del naše tiskovne konference. Torej, o vrednotah. Vrednote, prav tako načrkova, kot videnja in vedenja. Zbirka razprave in eseji Slovenske matice je bila ustanovljena sredi 60-ih let. Doslej je šlo že kar velika in zajetna bera esejev ali tudi filozofskih in drugih razprav z tega področja. Tokrat smo povabili k pisanju Denisa Poniža, ki je prav tako s Slovensko matico že sodeloval. Tako je bil neke vrste že literarni junak v knjigah Slovenske matice. Leta 1981 je v Pibernikovi knjigi Med modernizmom in avantgardo tudi eden od pesniških pričevalcev. Leta 2001 je uredil slovensko liriko 1950 do 2000, ki je išla pri Slovenski matici, in 2021 napisal še spremno besedo k knjigi, pesniški zbirki Neže Zajc brez slovesa. Danes pa nastopa v vlogi avtorja, premišljevalca, vidca in tistega, ki marsikaj ve. Tako o gledališču, literaturi, predvsem pa
o vrednotah, ki sem jih naslovila predhodno in ki jih naslavlja v svoji knjigi, tudi Bogomila Kramos. Skratka, lahko bi rekli, da je luč in svetloba, s katero razsvetljuje Denis Poniš v svoji zbirki esejev, ta naš čas in prostor, slovenstvo, Evropo in tudi človeštvo, zelo močna in zelo dragocena. Zato, ker izvira iz tistih korenin, pravzaprav iz katerih človek raste, torej iz pogleda na naravo in odnosa do nje. Denis Poniš, beseda je vaša. Spoštovano občinstvo, spoštovani sodelujoči, draga urednica Ignacija, zelo sem vesel, da sem v 4. poskusu povsem in popolnoma avtor knjige, ki jo je izdala druga najstarejša slovenska založba, ki bo prihodnje leto, 17. februarja, če me spominja vada. 4. Skratka, v februarju prihodnje leto praznovala častitljiv okrogli jubilej. Samo še Mokorjeva družba je 13 let starejša. Zelo sem bil vesel povabila, tudi zato, ker se je s to knjigo nekako spet svet odprl, verjetno ne samo meni, tudi vam, po tej covidni krizi, ki je vsakega od nas tako ali drugače zadela, prizadela, zaznamovala. Verjetno v Sloveniji ni nikogar, ki ne bi imel vsaj enega znanca, prijatelja, sorodnika, ki ga je ta bolezen, ki so jo tako lepo obdelali in pripravili in verjetno tudi razširili naši bratje Kitajci. Skratka, knjiga govori o stvareh, ki pa niso in nočejo biti aktualistične. Sledim namreč temu, kar je oče evropskega eseja, Michel de Montaigne, pravzaprav eseju dodelil, oziroma s čimer ga je zaznamoval. Dve literarni obliki, esej in novoveški roman, sta izraziti po brutalščini renesanse. O romanu ne bi govoril prvič, ker ne vem o njem zelo veliko, in drugič zato, ker so strokovnjaki, ki so že o tem veliko povedali. O eseju pa si upam neskromno trditi, da vem kar precej. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker je v 80-ih letih, nažalost že pokojni, verjetno bom moral imenovati, ne bom dolg, ampak bom moral imenovati še kakšnega pokojnega, ljudje moje in starejših generacij se pač poslavljajo, to je neizpodbitno dejstvo, morda tragično, morda pa tudi ne. Skratka, pokojni Darko Dolinar, ki je urejal literarni leksikon skupaj z Majdo Stanovnik in Jankom Kosom, me je nagovoril, da naredim čisto teoretični leksikonski zvezek, ki bo pojasnjeval ne samo usodo eseja na splošno, ampak tudi in predvsem pri Slovencih. No in potem so me peljali, to je še pred računalniška doba, pred digitalna, so me peljali v, mislim, drugo ali tretje nadstropje, tam, kjer je inštitut za slovensko primerjalno kakršnokoli književnost, in so me postavili pred dve ogromni omari z majhnimi predalčki, in vsak predalček, ko si ga odprl, je kar naredilo tako kot tiste škatle, ko vam klon skoči, namreč ko so bili listki nabasani, in to so bili vse zapisi, ki so jih generacije in generacije na roko izpisale iz najrazličnejših knjig, časopisov in tako naprej v zvezi z esejem. Najprej sem bil seveda obupan, normalno. Kdaj in kako bom jaz skozi vse to
šel, potem je pa Darko rekel, sej ni vse tako pomembno, so tudi stvari, ki jih lahko mirno spregledaš, ker so itak zaznamovane na drugem mestu. No, ta esej je izšel in potem smo celo, to je moja ena zelo redkih nagrad, pa še ta je skupinska, potem smo dobili nagrado, Kidričevo nagrado, to je ta nagrada, ki je danes, se malo drugače imenuje in je tudi malo bolj pompozno podeljujejo. Vem, da sem celo dobil toliko denarja, da je bilo za eno relativno dobro večerjo, jasno, bilo nas je veliko, drugače ni moglo biti. No, ampak eseja sem se lotil pa tudi kot avtor in ves čas me je pravzaprav nekaj zanimalo. Kaj človek lahko pove objektivnega, a na subjektivni način, to se pravi, da sebe ne izbriše, ne anulira, ne postavi v drugi plan, tako kot je to in mora biti za znanstveno pisanje, kjer pač tam, kjer avtori, kot se reče, ven skačejo, verjetno veliko znanosti ni. In drugo, zakaj, to me je pa že, ko sem ta leksikon pisal, zakaj je esej pravzaprav razvit pri narodih, ki niso doživeli takih ali drugačnih oblik totalitarizma, represije in podobnih zadev. Ja, zdaj je odgovor na dlani. Preprosto zato, ker esej mora in hoče prebijati neke nevidne meje, ki jih postavljajo seveda oblastniki, politiki, tudi gospodarstveniki in še kdo. Ki jih ne nazadnje postavlja morala družbe, etika družbe, ne bomo se zdaj pogovarjali, da so dobri ali niso. Zato seveda je recimo v vzhodni Evropi esej cvetel predvsem pri avtorjih, ki smo jih označili za disidente. Režimskega eseja praktično ni bilo, ker tisto, kar bi vojno lahko imenovali režimski esej, so bile v bistvu hvalnice in panegiriki družbeni ureditvi, gospodarskim in tako naprej. Ampak to so bili naročeni, plačani in seveda tudi nadzorovani spisi. Ti disidentski eseji, Kolakowski, Havel in še bi lahko našteval, so bili zame zelo inspirativni. Ne nazadnje imel sem, ali imam ta privilegij, da sem po babici, moja ena babica je bila Čehinja, jaz sem kot Mečken, ker je živela z nami, boljše govoril nemško in češko kot slovensko. Nemško še nekako znam, češčina se je pa počasi izgubila. No, v enem eseju, v eni drugi knjigi sem pravzaprav povedal, kako sem v začetku leta 2000, ko sem enkrat malo dlje bil v Pragi, kako sem znova odkril ta svoj češki jezik in kako je v meni, kako to ne zgine, kako se to samo nekam skrije. Cele fraze so mi prihajale, ker je pa moja babica po rodu iz južne Češke, so se moji češki prijatelji strašno zabavali, ker sem govoril ne samo seveda arhaično češčino, ki je zamrznila v času, ampak sem govoril tudi južno češčino, ki velja v Pragi tako približno kot pri nas štajerščina. Malo z hecom, malo seveda tudi čuj, kak je zaružilo, se vsi, ki nismo iz tistih krajev, malo nasvetni. V teh esejih, 10 je čisto slučajno, ko sem zbral osnutke, ki sem jih potem razdelil, teh 10 esejev ima v središču 4 eseje o 4 Empedoklovih prvinah. Zemlja, voda, ogenj, zrak. Skozi te 4 eseje pravzaprav poskušam razumeti samega sebe, ki, ko piše,
zapusti neke znane, recimo tudi, kot sem prej rekel, dovoljene poti in se poda v neznano. S pokojnim Marjanom Rožancem sva se pogovarjala velikrat. On je eden najboljših, jaz mislim, slovenskih esejistov 20. stoletja. O tem, da, to je on vedno ponavljal, veš, je rekel, ko začnem pisati dramo, ko začnem pisati esej, nikoli ne vem, kje in kako se bo končal. In tudi sam nisem nikoli imel, ko sem pisal, mojih esejev je zdaj že za 9-10 zbirk, nikoli nisem imel takega načrta, jaz pa hočem, želim, moram narediti to in to. Niti približno. Kar se je odprlo, če se je odprlo, so tudi osnutki, ki so ostali osnutki, ker je bila pot očitno zaprta, se mi je zaprla, Bog si ga vedi zakaj, ampak tisto, kar je napisano, je pravzaprav narejeno tako, da se tega ne bom verjetno nikdar sramoval. Zdaj pa še čisto za konec. Ko so mi leta 2015, jaz sem formalno sicer izpolnjeval pogoje za upokojitev, ampak lahko bi seveda še do 70. leta predaval, to je pravica, ki jo ima univerza od svojega nastanka, so moji dragi mlajši kolegi, tudi tisti, ki sem jim pomagal, da so postali moji mlajši kolegi, po hitrem postopku, sklicujoč se na zloglasni ZUJF, so me postavili na cesto, oziroma so mi dali odločbo o tem, da nisem več potreben. Verjetno bi bilo zelo hudo, ker rad predavam in rad sem z mladimi ljudmi, celo življenje sem to počel, če se ne bi naslednji dan, to je bilo 30. septembra 2015, 1. oktobra sem pa nastopil prvi semester na Dunajski slavistiki. In to je bila verjetno rešitev, ne samo zaradi tega, ker sem prišel v neko še bolj ustvarjalno okolje, kot je bilo tisto, ki sem ga poznal tu, ampak tudi zaradi tega, ker je bil ta prehod mehak. Jaz sem vedel, dobro, zdaj imam še 6 mesecev in potem se mi je odprlo še enkrat 6 mesecev Dunajske slavistike. No, pametna država Slovenija je zelo hitro, potem ko sem jaz drugič bil na Dunaju in predaval, je sklenila, da ne bo več sofinancirala tega programa in Avstrijci so rekli, hvala lepa, če ne boste, bomo pa to ukinili, zdaj seveda tega ni, da bi, oni imajo svoje ljudi, zelo dobre, zelo študiozne, tudi evropsko znanje, ampak ta vez, ki je bila zelo pomembna, se je po čisti neumnosti pretrgala. Pa ni šlo za milijone, šlo je za 10 ali 100 tisoč evrov. Tudi o tem pišem, za konec samo to, esej ne sme biti nikoli aktualističen. Jaz se odzivam na določene stvari, ki se dogajajo, včasih tudi zelo ostro, ampak v esejih sem se pa discipliniral in govorim o stvareh, ki so daljšega roka in ki bojo dlje trajale in ki ne nazadnje tudi meni odpirajo neke perspektive. Trenutno je moja perspektiva predvsem to, da sem, kot sem tudi v enem eseju že pred leti preroško napovedal, da bolj kmetujem kot pisateljujem, oziroma pisateljujem takrat, ko ne morem kmetovati. Sin najmlajši, ki je prihodnje leto diplomirani veterinar, ima konje, ovce, kokoši, zlate ribice in vsega odlaga, ker ima veliko, posebej 6. semester veterinarske medicine je približno tako stresen ali morda še bolj kot humane
ker nima veliko časa, sem zdaj jaz tisti sogovornik njegovih živali in moram vam povedati, da se z njimi včasih lažje spomeniti, lažje pogovoriti, lažje skleniti pakt, kot pa s kakšnimi ljudmi, ki jim tudi zelo, zelo natančno, precizno in ne vem, kaj bi kakšen izraz bi uporabil, argumentiranje prav nič ne pomaga. Drugače pa knjigo je treba vzeti v roke, ne je orožje, je rekel Brecht, gospod, ki je bil seveda zelo razočaran, ko se je vrnil v DDR, kjer je bilo več drugega orožja kot pa knjižnega. Zelo vesel bom vsake javne ali privatne refleksije, kajti esej je izzivalen, mora biti izzivalen, mora sprožati take in drugačne reakcije. Eno smo doživeli, ko smo imeli prejšnji teden z Ignacijo, to moram povedati, ker je res, da si ti eno anekdoto, bo pa še jaz eno, pa še ruska je. Ko smo imeli tu pogovor, pridemo ven, ko je bilo končano in na mizi, kjer so bili piškotki in sokovi in voda, je bilo pismo, kuverta, na njej je pisalo Denis Poniš. Ko jo odprem, se je začelo, da me pozdravlja maršal Konstantin Rokossovski. Verjetno, da veste, to je eden od 3 konjev Rokossovski in Župov, ki so med seboj tekmovali, kdo bo prej, oziroma Stalin jih je spravil to tekmovanje, kdo bo prej osvojil Berlin. No in potem je seveda ni bil Rokossovski, ampak je bil nekdo, ki je izlil na mene mojo malenkost, na moje pisanje in na vse skupaj grozljiv bes. Seveda človek ni imel toliko poguma in toliko volje, da bi se v resnici podpisal. Skratka, tudi jaz imam eno izkušnjo, ki ni tako pozitivna kot tvoja, ampak je pa zabavna. Nekdo v Ljubljani se ima za reinkarnacijo maršala Konstantina Rokossovskega, za katerega je celo povedal, da mu je Stalinova NKVD dala populiti na nekem zaslišanju vse nohte na rokah. Tako. Zgodbe se pišejo same. Zgodovina je polna anekdot. Moj profesor Pirjevec je rekel, da je zgodovina itak serija zgodbic. Zdaj, kako jih vzamemo, je naša stvar, ponavadi jih moramo vzeti, kot se lepo reče, cum grano salis. Hvala lepa. Moja mera je ura pa pol, ne 40 let. Če sem bil predolg, se iskreno upravičujem. Hvala Denisu Ponišu, profesorju, doktorju, ki je seveda dokazal, da njegovi eseji niso samo premišljevanja, ampak tudi zelo dragocena pričevanja, tudi pričevanja o dragocenih ljudeh, ki so pogosto pozabljeni, tako zaključuje zbirko esej spominov na prijatelje, literate, ki so vse premalo vpisani v slovensko literarno zgodovino. Obenem naj tudi povem, da tudi če Denis Poniš trenutno kmetuje, ga vendarle tudi kmetovanje ves čas navdihuje k pisanju in mu odkriva nove razsežnosti pogleda, ravno zaradi tega, ker ni ujet v to diktaturo sociologije in sociologizacije, s katere mislimo, da lahko danes ovrednotimo in presodimo sleherno stvar v nas in okrog nas, ker se odpira vsem živim bitjem, tudi živalim, lahko vidi globlje, širše in seveda zato tudi presežno, torej višje. Naj morda zaključim predstavitev te knjige z njegovimi besedami iz eseja Živali, velike in majhne, varstvo narave in konec sveta. Nepopisno oholo in poniglavo je, da se ljudje 21. stoletja trkajo po prsih, kako so drugačni, beri boljši.
drugačni od svojih prednikov iz preteklih stoletij, ko pa se dogajajo enaki zločini in druga grozodejstva, ki spremljajo človeštvo od pradavnine naprej. In tudi naš odnos do živali se komaj kaj spremenil. Spet ne smemo imeti v mislih samo razvitega sveta, ampak se moramo spomniti na vse tiste oddaljene dežele, kjer z živalmi ne ravnajo nič bolje, kot so pred 100 ali 500 leti. Krog je sklenjen. Igralci so znani, scenariji se ponavljajo s perfidno natančnostjo. In še naprej, lepi ljudje pred televizijskimi kamerami ali v živo ponavljajo iste lepe besede o tem, kako je živali treba spoštovati, kako imajo tudi one svoje pravice in kako bomo preprečili njihovo nepotrebno mučenje in ubijanje. Kako smo boljši od prednikov in kako bomo kmalu še boljši od samih sebe zdaj in tukaj. Njihove besede so čiste utopije, v izvornem pomenu besede utopos, kraj, ki ga ni. Morda so prav zato utopije vedno in povsod tako privlačne in zapeljive. In tako privlačna in zapeljiva je tudi knjiga Denisa Poniža, 10 esejev, videnja in vedenja vzemite jo v roko. Zdaj pa še tretje delo, ki ga bomo s področja literarne zgodovine danes predstavili. Avtorsko delo Irene Avsenik-Nabergoj, Izvori podobe Judov v starejšem slovenskem slovstvenem izročilu. Ta zajetna in tudi najbolj obsežna doslej knjiga je 4. v seriji raziskav zgodovine judovstva, tako v Evropi kot na Slovenskem, ki jo je pri Slovenski matici izdala profesorica doktorica Irena Avsenik-Nabergoj. Leta 2016 je šla njena zgodovina judovstva in antisemitizma v Evropi, 2017 podoba judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu, leta 2020 trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature in zdaj prav posebej posvečeno slovenskemu prostoru še Izvori podobe Judov v starejšem slovenskem slovstvenem izročilu. Zelo dragoceno in obsežno delo in glede na obseg bi seveda rekli, da je ta prisotnost, bi rekla, judovske tematike in tudi podob judovstva tudi v našem prostoru bila nekoč zelo bogata in se je vse premalo zavedamo. Več pa profesorica, doktorica Irena Avsenik-Nabergoj. Najlepša hvala dr. Ignaciji Fideljar za besedo in tudi za celotnemu uredništvu Slovenske matice za tako naklonjeno spremljanje in sploh možnost, da lahko izdam svoje knjige o judovstvu pri tej ugledni založbi. To mi je res veliko veselje in čast in res vsem iz srca hvala za naklonjenost in lepo besedo. Ta knjiga preučuje podobe judov glede na žanrsko raznovrstnost besedil, o katerih se ta podoba pojavlja na ozemlju današnje Slovenije v starejšem slovenskem slovstvenem izročilu, to je v srednjem in novem veku do romantike. V tem obdobju daleč prevladujejo nabožna besedila, krščanske hagiografije, folklorne pesmi, molitve, srednjeveške pesnitve, pridige, meditacije, pasijonska besedila in drugo. Posvetna literarna besedila so neredko zastopana in začnejo prevladovati v novejšem obdobju, kar bo tematika načrtovane naslednje knjige. Podoba judov je postavljena v evropski kontekst njihovega upodabljanja v literaturi različnih žanrov z namenom ugotoviti morebitne odmeve v slovenski književnosti. Odnos posameznih znanih starejših osebnosti slovenskega jezika in literature do judov je predstavljen v kontekstu njihovih verskih pogledov,
Od razsvetljenstva naprej pa tudi glede na njihov odnos do družbene in politične resničnosti, predvsem pa glede na vire, iz katerih so zajemani. Posebej so predstavljena dela Primoža Trubarja, Janeza Svetokriškega, Janeza Vajgarda Valvazorja, pa zapisi Valentina Vodnika v časniku Ljubljanske novice in 2 pesmi Franceta Prešerna Od železne ceste in Judovsko dekle. V starejšem slovenskem slovstvenem izročilu prevladujeta 2 negativni predstavi, ki izvirata še iz srednjega veka. Predstava o Judih kot neumnih hinavcih, ki imajo dostop do resnice, a je nočejo upoštevati. Ter predstava o Judih kot krvoločnih zasmehovalcih in morilcih nedolžnega Kristusa. Pozneje se temu pridružijo še stereotipi Judov kot odevuhov. Monografija raziskuje razvoj podobe Judov v Evropi in posledično v slovenskih deželah glede na 2 poglavitna vira oziroma vidika, ki se v različnih besedilih pogosto prepletata. Prvi vir je podoba Judov v Svetem pismu in krščanski literaturi, ki je nastajala pod vplivom Svetega pisma. Drugi vir je podoba Judov v odnosih med Judi in nejudi z značilnimi negativnimi stereotipi, ki so se širili po vsej Evropi. Pri oblikovanju negativne podobe Judov v starejši slovenski nabožni književnosti ugotavljamo prevladujoči vpliv Svetega pisma Nove zaveze. Pri tem je pomembno, da začetki negativnega vrednotenja Judov segajo že v staro zavezo, vrh pa dosežejo v Novi zavezi v Jezusovem pasijonu. Zakaj je podoba Judov v Svetem pismu tako negativna? Dejstvo je, da v stari zavezi prevladuje notranja kritika trdovratnih Judov, ki ne sprejemajo oznanila svojih prerokov in se zatekajo v idolatrijo. Judovski voditelji pa so trdosrčni do šibkih in zatirajo svoje ubogo ljudstvo. Judovski preroki zato opičajo trdosrčnost, pohlepnost in nepravičnost številnih judovskih razredov in posameznikov, kot so bili kralji in sodniki. Z Novo zavezo in začetki krščanstva se začne razkol znotraj judovstva. Med tistimi Judi, ki sledijo Jezusovim naukom in drugimi, ki Jezusov nauk zavračajo. Srž krščanske kritike Judov na podlagi poročila vseh 4 evangelijev o Kristusovem pasijonu je, da so Judje morilci Boga. Krščanski teologi se v prvih stoletjih in pozneje večinoma strinjajo s tezo, da so Judje zaradi zavračanja Jezusa izgubili svoj status izvoljenega ljudstva in da se je koncept izvoljenega ljudstva prenesel na kristjane. Jezus je torej novi Adam, novi Jeruzalem, kristjani pa so nove Božje ljudstvo. Ta teološki razkol se je stoletje poglabljal še zaradi drugih posvetnih dejavnikov. Judje so postali prepoznavna skupina, ki se ni identificirala z religijo in kulturo večinskih krščanskih prebivalcev. V srednjem veku pa je razkol med Judi in kristjani poglobilo še dejstvo, da so v nasprotju s kristjani imeli pravico do posojene denarja na obresti. Ta status je bil verjetno najusodnejši za nadaljnji razvoj odnosov med kristjani in Judi. Judje so namreč s tem dobili večji vpliv v družbi ter postali razlog večjih sumničenj in strahov. Z razvojem krščanstva od 1. stoletja naprej je celotno Sveto pismo imelo vlogo prvega vira tako v judovski kot tudi v krščanski religiji, kulturi in literaturi. Bilo je vir krščanske liturgije, ki je imela izjemen vpliv na prenos krščanstva na širše množice evropskega prebivalstva. Že v zgodnjem srednjem veku pa se besedilo pasijona razširi tudi na življenje zunaj cerkvene liturgije. V uprizoritvah pasijonov imajo Judje izrazito negativno vlogo kot morilci Boga. Krščansko razlago vloge Jezusa in Marije na eni strani in vloge Judov na drugi so v srednjem veku oblikovali novi redovi kartuzijanov, cistercijanov, dominikancev in frančiškanov, ki so pisali komentarje, homilije in teološke traktate o Jezusovem življenju, trpljenju in vstajenju. V tem kontekstu so se v vseh vrstah krščanske literature po Evropi razširili tudi prevladujoči stereotipi o hudobnih Judih kot Jezusovih mučiteljih in morilcih. To razloži, zakaj v starejšem slovenskem slovstvenem izročilu, ki ga pogosto sestavljajo prevodi ali priredbe tujih nabožnih besedil, najdemo enake ali vse zelo podobne negativne stereotipe o Judih, kakor drugod po Evropi. Velik obseg literarnih vrst, zvrsti in žanrov, pri katerih se je skozi stoletja
v številnih evropskih deželah širila negativna podoba Judov, je razlog, da je študija narasla do tega obsega, čeprav je v začetku kazalo drugače. V bistvu sploh si nisem mislila, da bom imela dovolj gradiva za eno knjigo. Res ne, sem mislila, več je potem o novejši književnosti, v starejši pa ni nič. Potem pa sem bila res zelo presenečena in zato se je tudi izid podaljšal. Najpomembnejši rezultat študije je ugotovitev, kateri so prevladujoči skupni viri negativnega upodabljanja Judov v nabožni literaturi in slovstveni folklori znotraj celotne Evrope, vključno z današnjim slovenskim prostorom. Svetopismo stare in še zlasti nove zaveze, besedila cerkvenih očetov, teologov, filozofov in papežev. Druga zelo pomembna ugotovitev je, da slovenski reformatorji kljub močnim tujim vplivom od vodilnega nemškega reformatorja Martina Lutra, ki je napisal enega najbolj sovražnih traktatov proti Judom v zgodovini antisemitizma o Judih in njihovih lažeh, niso prevzeli njegovih poznejših ekstremnih protijudovskih stališč, v katerih je treba Jude uničiti. V nasprotju z Lutrom, Trubar v svojih delih Judov nikoli ne obravnava sovražno. Jude večinoma omenja v kontekstu svoje kateheze, da bi preprosti ljudje v želji po zveličanju znali ločevati med pravo in krivo vero, med tistimi, ki sledijo Božje besedi, evangeliju in katekizmu, in drugimi, ki zlorabljajo svete zakramente in sledijo hudičevemu in človeškemu nauku. Trubarjev pristop do Judov svoj praktičen, katehetičen, z jasnim razločevanjem kristjanov od Judov želi pri vernikih vzpostavljati trdno krščansko identiteto. Študija posveča večjo pozornost tistim prevodom in priredbam evropsko pomembnih del v slovenski jezik, ki so nastali na slovenskem etničnem ozemlju, pa doslej še niso bili deležni večje pozornosti, še zlasti ne glede podobe Judov. Med njimi je srednjeveška pesnitev Marijino življenje kartuzijanskega brata Filipa iz Žič, ki se opira na kanonske evangelije in apokrifne spise. Z vidika judovske podobe so predstavljena tudi baročna pritižna besedila, med drugim sveti priročnik Janeza Svetokriškega. V njem svetokriški kristjani opozarja, da nikar ne bodo tako hudobni in nehvaližni, kot so bili Judje, ki niso hoteli spoznati in ljubiti Kristusa. Podoba Judov je natančneje prikazana tudi v katekizmih, molitvenikih in meditativnih besedilih, med drugim v obsežnem poljanskem rokopisu, okrog 800 strani dolgem, in v veliki množini slovenskih folklornih molitev. Posebej je predstavljena tudi podoba Judov v Alvazorjevih delih. Seveda zelo sem bila presenečena, ker je tukaj na stotine slovenskih folklornih molitev z apokrifnimi vsebinami, ki se niso molile po cerkvah, ampak po družinah, po zasebnem krogu, ampak tam je podoba Judov res izjemno negativna, skoraj naturalistično prikazuje, kako so Jezusa nategovali nazaj, prevelik križ, kako so ga mrcvali in tako. In to je bilo meni šokantno, da so to v bistvu molitve, ki so bile stoletja žive, ampak jih cerkev pač ni priznavala kot uradne molitve cerkve. Ob raziskavi odzivov na izrazito negativno judovsko podobo v najslavnejši bavarski pasijonski igri iz 17. stoletja se študija dotakne tudi vprašanja morebitnega protijudovstva v Dalmatinovem, Škofjeloškem in Kapelskem pasijonu ter v Dragosnjakovem Marijinem pasijonu. Tudi tukaj najde seveda tudi protijudovske pasuse. V starejši evropski književnosti pa lahko poleg večinoma negativne obravnave judovskih likov v žanrih moralno-didaktične narave, naprimer v egzemplih, basnih in novelah, najdemo tudi besedila z bolj pozitivno podobo Judov. V nekaterih tovrstnih pripovedih so v negativno luč postavljeni kristjani, ki so naprimer kaznovani za umor nedolžnega Juda ali pa obtoženi rupanja doma neke Judinje. Posebna je tudi podoba Judov v Bogačevem Dekameronu, v katerem najdemo avtorjevo pozitivno vrednotenje judovskega trgovca Abrahama. Ta judovski trgovec je kritičen do napak cerkve, vendar se na koncu vendarle spreobrne v krščanstvo zaradi same vere, zaradi spoznanja o vrednosti same krščanske vere. Zadnji del monografije obravnava podobo Judov na prehodu iz večje dela religioznega v posvetni kontekst. Poglavitni motiv ni več podoba Juda
iz evangeljske pripovedi o Jezusovi obsodbi in njegovem križanju, ampak podoba Judov kot stereotipov oderuštva. Med drugim lahko ugotovimo, da se pri Prešernu niso zakorenili tako negativni stereotipi kot pri nekaterih sočasnih vplivnih evropskih literatih. V njegovih 2 pesmih s podobo Judov, Judovsko dekle in Od železne ceste protijudovski stereotipi niso izraziti in v njih ni zaznati kakšne sovražnosti, resnične sovražnosti do Judov. Morda bi lahko rekli, da kaže celo nasprotno, saj se krščanski mladenič v obeh pesmih celo razmišlja o ljubezenski zvezi z judovskim dekletom. Racionalni premislek pa ga končno vodi do tega, da se prilagodi pričakovanjem družbe po zvezi z dekletom enake krščanske vere. Ta monografija raziskuje odnos naših prednikov do Judov ter spodbuja razmislek o razlogih za protijudovstvo in antisemitizem. Zaradi velike razširjenosti stereotipov po vsej Evropi ni mogoče vedno odkriti izvora negativne podobe Judov po posameznih avtorjev. Čeprav se jezik in intenzivnost sovražnosti do Judov od časa do časa spreminjata, pa je podoba Juda kot simbola zla že več kot 2000 leti zakoreninjena v zahodni civilizaciji. Protijudovstvo, ki se je pojavilo v 3. stoletju pred Kristusom, je v obdobju od 16. do 18. stoletja izpodrinil antisemitizem. Ta je našel nove, posvetne argumente za staro sovraštvo do Judov. Jude je konstruiral predvsem v rasnem in biološkem smislu. Po holokaustu antisemitizem ni izginil, v 60. in 90. letih prejšnjega stoletja se je znova pojavil pod krinko antisionizma in v drugih oblikah. Kot vidimo, pa je tudi danes spet na pohodu. Najlepša hvala. Hvala lepa profesorici, doktorici Ireni Avsenik-Laporgoj za to izčrpno predstavitev monografije, njene vsebine in seveda tudi rezultatov raziskav. Nenazadnje dragoceno delo v tem trenutku, tudi zato, da se ovemo morda tudi antisemitizma v današnjem času in tudi tu med nami. Hvala vsem avtorjem, ki smo jih zdaj predstavili. Naj povem še, da je deli Bogomile Kramos, Moj Trst in Denisa Poniča, Videnja in vedenja, podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, za kar se zahvaljujemo. Delo doktorice Irene Avsenik-Laporgoj pa je išlo s podporo Agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost ter Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in obima se prav tako iskreno zahvaljujemo. Hvala pa seveda tudi vsem avtorjem za to zanimivo, tudi duhovito in predvsem prijetno, globoko predstavitev naših knjig. Zdaj pa vabim na ta oder, ki je žal premajhen, da bi se tukaj zbrali skupaj vsi, tako humanisti kot naravoslovci, pa vendarle mi se tu ne delimo, ampak kot smo lahko tudi v izvajanju Bogomile Kramos slišali, obožujemo tudi naravoslovje. Zato vabljen uredniški odbor našega zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike. Z nami so akademik profesor dr. Tadej Vajt, dr. Drago Hladnik in magister Andrej Seliškar. Lepo pozdravljeni, torej še naš odsek za naravoslovje in tehniko, predstavniki našega odseka za naravoslovje in tehniko. Naj povem, da je tale zbornik, ki je zdaj pred nami, za nas vse prav posebej dragocen. Slovenska matica je začela leta 1971 prvič izdajati zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, da bi na tak način posvetila posebno pozornost seveda tudi zgodovini slovenskega naravoslovja. Nenazadnje je bilo tudi v njena ustanovna pravila zapisana skrb ne samo za slovenski jezik, ampak tudi za jezik slovenske znanosti
Predstaviti se moramo v 160 let nazaj, ko nismo imeli učbenikov v slovenskem jeziku, niti slovenske znanstvene terminologije. In tako je leta 1971 izšel prvi zvezek zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike, potem je šlo 16 zvezkov. Žal pa je ta zbornik leta 2002 prenehal izhajati, delno, ker nismo imeli tako zavzetega uredniškega odbora, ki bi zanj skrbel, kot smo ga zdaj znova dobili. Delno seveda zaradi večnega problema finančnih sredstev in finančne podpore, za kar smo zdaj uspeli pridobiti nove podpornike finančne, med njimi, kot lahko vidite, kot generalno pokroviteljico Krko, podjetje Krka, ki se ji tudi prav tako lepo zahvaljujemo, pa Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Inštitut za raziskovanje krasa oziroma ZRC SAZU. Torej vsem finančnim podpornikom hvala, brez vaše pomoči vsekakor danes 17. številka zbornika, skratka nadaljujemo številčenje te naše publikacije, nikakor ne bi izšla. Zdaj pa predajam besedo akademiku, profesorju Tadeju Vajdu, da opiše, kako je pravzaprav tekel seveda ves ta postopek oživitve zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike, katere cilje si je uredniški odbor zastavil in seveda, kaj prinaša 17. številka. Hvala lepa. Mi smo si trije uredniki zamislili nekoliko drugačen koncept zbornika, kakor je bil tisti pred 20 leti. Tisti je se predvsem oziral s svojimi prispevki v 19. stoletje in še nazaj. Pisci prispevkov so se smatrali, da so oboje, zgodovinarji in naravoslovci in tehniki, pisali so zelo poglobljene prispevke in zelo dolge prispevke. In potem so ob 150-letnici Matice zapisali, da zanimanja za ta zbornik ni bilo več. Torej, mi smo bili nekako pod strahom, kaj pa zdaj naredimo mi, da našega zbornika ne bo doletelo isto. V našem zborniku so prispevki krajši. So poljudno znanstveno napisani in pisci se ne smatrajo, da so zgodovinarji, ampak so pričevalci. Šli smo predvsem v 20. stoletje. V 20. stoletju so bile ustanovljene predvsem univerze v Ljubljani, kasneje tudi univerze v Mariboru in inštituti in začela so se mnoga nova raziskovalna področja. In prav v to smo usmerili naše delo. No, če kot tehnik za začetek čisto na kratko opišem tehniške prispevke, tukaj so 4 prispevki. Če prvega omenim prispevko akademiku Gergeku, on je študiral v 50. letih v Belgiji in prinesel v Ljubljano nova področja, kot so avtomatika, kibernetika, razpoznavanje vzorcev in že zametki umetne inteligence. Bil je odličen pedagog, predaval je brez listka pred tablo, napisal 8 učbenikov in imel 54 doktorantov. Ker smo zdaj pri Matici, ki je bolj humanistična ustanova, ukvarjal se je tudi z lingvistiko, in sicer z matematično, informacijskega in statističnega vidika. Še dobro imam v spominu, kolega smo imeli, ki se je pisal strmčnik in povedal je, da je strmčnik slovenska beseda z največjim številom konsonantov zapovrstjo. Kar 6 jih je v redu. Zanimiv je prispevek o mikroelektroniki, ki je napisal profesor Trontelj, ki je tukaj med nami. Zdaj smo v zadnjem času spoznali, da je bila velika napaka, da se je mikroelektronika selila na vzhod, na Japonsko, Korejo, Kitajsko, Singapur in Evropa in Amerika spet želita mikroelektroniko nazaj. S tem prispevku profesora Trontelja boste videli, da ima pa Slovenija zelo dolgo in lepo zgodovino. Sam profesor je razvil preko 100 integriranih vezij, mnoga so taka, ki jih poznamo iz vsakdanjega življenja, kot je števec električne energije, ki ga imamo doma, pa sistem za rentgensko
pregledovanje kovčkov na letališčih. Skupaj z bratom, pokojnim bratom Lojzetom, sta tudi napisala imenitno knjigo pri založbi McGraw-Hill. Prispevek o robotiki je napisal akademik Kralj. Ne morete verjeti, da danes, ko imamo v mnogih podjetjih robote in ko imamo odlično podjetje, ki izdeluje tudi robote, da v 70-ih letih so na fakulteti za elektrotehniko nasprotovali, da se sploh robotika začne predavati. No, profesor Kralj je bil tako ustrajen, da se je robotika začela predavati z enim predmetom leta 1975, danes je celotna smer na robotiki. Leta 1985 so napisala prvi učbenik iz robotike, danes imamo vrsto učbenikov, ne samo v slovenščini, tudi v angleščini, ki so išli tudi pri založbi Springer in eden med njimi celo preveden v kitajščino. Leta 1979 smo dobili prvi robot. To je bil robot, ki ga nam je podarila ameriška institucija Veterans Administration, bil je rehabilitacijski robot. Danes je laboratorij poln najsodobnejših robotov, ki sodelujejo s človekom. Potem je še članek o začetkih neuromodulacije. Članek je ene vrste homaž pokojnemu kirurgu dr. Borisu Klunu. On je opravil to znamenito operacijo že v zgodnjih 80-ih letih. Gre za operacijo malih možgan za lajšanje oziroma zmanjševanje epileptičnih napadov. Implantiral je majhen implant kot gumbek na trdo skorjo možganov in pisec tega članka je tehnik Primož Strojnik in se seveda poleg opisa te pomembne operacije tudi opisuje na poljuden način, kaj pravzaprav ta implant je, nič posebenega, to je radijski detektor zalit v smolo z 2 elektrodama. In govori članek tudi o uspehih, ki so bili doseženi, ker pri 3 od 9 bolnikih so napadi popolnoma prenehali. No, in omenimo pa tudi prvi članek, omenjeno je bilo že, da je Krka sofinancirala to publikacijo in zato smo se nekako tudi zahvalili z prispevkom akademika Branka Stanovnika, ki govori o Krkinih nagradah. Krkine nagrade potekajo že 50 let in so postale enako ali pa že skoraj bolj slavne kot že omenjene Kidričeve in Zoisove nagrade. Krka daje veliko priznanje mladim znanstvenikom, tudi njihovim mentorjem, hkrati pa ona dobiva vpogled v to, kje se dogaja dobra znanost na področju farmacije, kemije, medicine, predvsem pa tudi na drugih področjih in seveda, kje so dobri mladi raziskovalci in znanstveniki. Seveda pa ta odlična poteza Krke, ki je edinstvena, nobena druga firma, niti ne vem, da bi v tujini kakšna firma tovrstne nagrade dajala, je plod dela posameznikov. Tukaj so bili imenitni direktorji od Adrianiča, Kovačiča do zdajšnjega Colariča in že samo to, da skozi desetletja so bili samo 3 direktorji, vam pove, kaj je ta konstantnost neke firme. Seveda moram tudi še odlične znanstvenike, ki so tam, kot je dr. Japelj, dr. Rotar in drugi. Toliko o tehniki. Hvala lepa akademiku profesorju dr. Tadeju Vajdu za res zanimiv pogled v prispevke z področja tehnike in tudi samo uredniško zasnovo. Zdaj pa predajam besedo, kot vidite, seveda z naslovnice so tukaj, je vključeno tudi živalstvo in rastlinstvo, tako da morda zdaj predajam besedo magistru Andreju Seliškarju, da predstavi še prispevke z tega področja. Začel bom s prispevkom, ki govori o Slovinskem pregledništvu za biološko raziskav na Slovenskem, ki ga je pripravil Slavko Polak, sodelavec Notarskega muzeja. In
tem poudarjam, da je Slavko Polak relativno mlajši raziskovalec, kar je pomembno, govori o tem, da se za zgodovino zanimajo tudi mlajši ljudje. Nismo samo tisti, ki smo že skozi svojo kariero dali vse skozi, ampak je pomembno, da zanima to tudi mlade. V svojem prispevku, ki se seveda začne z prvo odkrito jamsko živaljo, Proteusom, človeško ribico, pravo raziskovanje pa se je začelo jamskih organizmov, jamskih živali šele z odkritjem hrošča drobnovratnika, ki ga je jamski vodnik Luka Čeč našel v Postojnski jami, ga predal potem Hojlovartu, ki je bil upravnik, direktor muzeja predstojnega v Ljubljani, in potem je sledil pravi opis znanstvenih te živali. To je povzročilo pravo zanimanje med zoologi v tistem času in so vsi tujci, ki so se ukvarjali s tem, hodili v Postojnsko jamo in pojavila se je tudi trgovina z jamskimi živalmi, kar je bilo seveda z današnjim pogledom zelo negativno. Vendar kasneje je bilo opisanih ogromno predstavnikov jamskih živali, kar Slavko Polak v svojem prispevku dobro ponazori. Drugi prispevek je o naravoslovnih raziskavah morja slovenskih, ki so ga upravili slovenski naravoslovci in ustanove v 20. stoletju. Imamo malo morja, ampak zgodovina za teh raziskav je vsekakor pomembna. O tem sta pisala Lenka Malej in pa Jadran Faganeli, oba pokojena sodelavca Morske geološke postaje v Piranu. Pri raziskavah seveda slovenskega morja so najprej raziskovali tujci, šele kasneje so nastopili tudi slovenski raziskovalci, predvsem se je to razmahnilo, ko je bil ustanovljen sprva Zavod za raziskavo morja, ki se je kasneje preoblikoval v Inštitut za raziskovanje morja. V svojem prispevku podajate tudi pregled, kako je ta institucija nastajala, tudi z nekaj dokumenti. In številni raziskovalci so na kratko omenjeni in pa s skupinami, s katerimi so se ukvarjali. Nekoliko manj naravosloven prispevek je prispevek Aleša Igliča in Iztoka Petriča, ki govori o Ani Jenko Šterbi Bem kot prvi slovenski doktorici naravoslovnih znanosti. Kot smo bili prepričani do zdaj, je za prvo doktorico slovenskih znanosti veljala Angela Piskernik, botaničarka, ki se je ukvarjala tudi z varstvom narave. Avtorja pa v tem prispevku podajata ob zelo bogatem pregledu družinskih vezi Ane Jenko Šterba in na koncu pa seveda omenite, kako je ta Ana Jenko doktorirala na fakulteti Češke Karl Ferdinandove univerze v Pragi leta 2011. Do zdaj je pač veljalo, da je prva doktorirala Angela Piskernik. Toliko o teh prispevkih. Hvala lepa. Seveda pa je v samem zborniku zastopano tudi področje geografije, geologije, predvsem tudi, kot že omenjeno, krasoslovja. Zato je sodeloval pri pripravi zbornika tudi Inštitut za raziskavo krasa in več o tem dr. Drago Kladnik. Hvala lepa za besedo. Jaz bi mogoče najprej popravil kolega, ki je rekel, da je Ana Šterba Bem doktorirala 2011, najbrž je mislil 100 let prej. Drugače bi še upozoril na to, da zaporedje v zborniku teh prispevkov, ki jih predstavljamo, je drugačno kot pa
tale naša predstava. Mi smo si pač razdelili tiste, ki so nam nekako bili bolj podrobno v obdelavo zaupani in so nam tudi glede na tematiko bližje. In jaz moram predstaviti dva geografska, enega geološkega in pa nekaj, kar še sploh nismo omenjali, enega medicinskega, ne, o katerem pa nimam, razen da sem načitan, recimo, pretiranega znanja. Najprej bi začel s prispevkom dr. Blaža Repeta z oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani o zgodovini biogeografije v Sloveniji. In sicer on obravnava biografijo z geografskega zornega kota, ta izraz uporabljate tudi biologi, ne? Za geografe je biografija veda, ki preučuje razporeditev rastlin in živali ter z njimi povezane ekosisteme in geografske odnose s sorodnimi okolji skozi čas. Ne, to je potrebno nekako vedeti. Poleg tega, da je biogeografija bila skozi neka robna disciplina med geografi in ravno ta način obravnave jo nekako členi na tri zgodovinska obdobja. Prvo je bilo do leta 1970, ko so se posamezni članki popolnoma nesistematično pojavljali v geografski literaturi in v glavnem je bilo govora o zgornji gozdni meji. Potem je bilo drugo obdobje v letih 1970 do 2006, to pa je obdobje ustvarjanja tudi matičnega člana, dr. Franca Lovrenčaka. Leta 2006 se je potem upokojil in on je pravzaprav v tej zgodovini slovenske biogeografije edini, ki se je izključno z biogeografijo ukvarjal kot primarno disciplino, ki se je posvetil, jasno posvetil se je potem tudi pedogeografiji, podobno kot avtor dr. Repe, vendar dr. Repe je bolj usmerjen v pedogeografijo, manj v biogeografijo. No, po upokojitvi profesorja leta 2006 pa sledi zdajšnje tretje obdobje, kjer se je število obravnav povečalo se je število avtorjev, vendar so, kako bi rekel, pristopi dokaj sporadični, niso med seboj povezani. Drugi prispevek, ki ga predstavljam, je prispevek o sodelovanju slovenskih in kitajskih krasoslovcev. Izpod peresa Martina Kneza, Nataše Raubar, Tadeja Slabeta z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne. Sodelovala sta pa še dva kitajska avtore, Janhua Kao in Hong Liu. V bistvu je najprej govora o historiatu medsebojnega sodelovanja, ki se začne leta 1985, po letu 1995 pa se je izrazito razcvetelo in intenziviralo. Takrat je za to sodelovanje izjemnega pomena projekt Zaščita kraškega okolja in raba kraških jam na Kitajskem, ki so ga sovodili slovenski krasoslovci. Leta 2012 je bilo ustanovljeno mednarodno središče za raziskovanje krasa Junanske univerze, kjer so tudi vpleteni vsi ti naši glavni krasoslovci. Sodelovali so potem pri raziskovanju kraških vodonosnikov, posebej bi izpostavil za potrebe izgradnje novega letališča v Kunmingu, to je na jugu Kitajske, kjer je tudi največ tega kitajskega krasa. No, leta 2008 je bilo območje kamnitih gozdov v Yunanu, to je provinca, kjer je glavno mesto Kunming, vpisano na UNESCO seznam svetovne naravne dediščine.
Toliko. Potem pa so še v nadaljevanju opisani podrobno kamniti gozdovi, razni tipi. Kamniti gozdovi so lahko tudi več metrov visoke kraške tvorbe, zelo na gosto prepredene in pa zaradi te podzemne korozije preoblikovani v take specifične tvorbe. So pa glede na razkritost pod površjem različnih tipov in oblik. Zdaj bi spregovoril o zgodovini geoloških kart Slovenije. Avtor je Matevž Novak z Geološkega zavoda Slovenije. Gre za projekt, ki se je začel po drugi svetovni vojni v okviru izdelave osnovne geološke karte Jugoslavije. Šlo je za geološke karte v merilu 1:100.000. Teh listov je bilo na ozemlju Jugoslavije takrat 205, od tega 24 na ozemlju Slovenije. No in vsi listi so bili do uradnega končanja tega projekta leta 1989 tudi pripravljeni za tisk. Sodelovalo je okrog 200 geologov z celotnega območja Jugoslavije, iz Slovenije pa 24. In med njimi je bil zlasti plodovit dr. Stanko Buser, ki je pravzaprav sodeloval pri 5 geoloških kartah. Tako da ta projekt se je potem zdaj nadaljeval v osnovno geološko karto Slovenije in se tudi bil končan s tem, da se je izdelala potem na osnovi tega osnovna geološka karta Slovenije leta 2009 v merilu 250.000, kjer so bili potem posamezni listi, ki se morda niso popolnoma ujemali, ker so bili avtorski izdelki, so bili potem poenoteni in revidirani, tako da je ta karta dobila enotno podobo. In pa na tej podlagi je izšla tudi monografija Geologija Slovenije. Zdaj pa še na kratko o medicinskem prispevku. Tukaj je bilo pa več soavtorjev, to je sploh značilno za medicino, da zelo radi sodelujejo v soavtorstvu. In sicer primarna avtorica je Nina Gale, potem pa njeni sodelavci Nina Zidar, Boštjan Luzar, Metka Volavšek, Mara Popovič, Margareta Strojan-Fležar, Jože Pižem, Alenka Vizjak, Dušan Ferluga. In sicer je govora o mednarodno odmevnih dosežkih Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je bil ustanovljen, Inštitut za patologijo namreč, leta 1940 v okviru takrat nepopolne medicinske fakultete na pobudo Janeza Plečnika, brata slovitega arhitekta. Potem je govora tukaj o vseh teh pomembnih mednarodnih objavah, kjer so sodelovali sodelavci. In sicer velja izpostaviti 2 evropska kongresa za patologijo, ki sta bila v letih 1991 in 2003 organizirana v Ljubljani. Ja. No, potem je pa govora v drugem delu, so predstavljeni vseh 7 oddelkov tega inštituta in pa njihovi dosežki in pa njihov historiat z vodstvi. In sicer je govora, bom kar po vrsti šel, oddelek za ledvično patologijo ali nefropatologijo, oddelek za patologijo glave in vratu, potem oddelek za kožno patologijo oziroma dermatopatologijo, oddelek za patologijo živčevja, nevropatologijo, v okviru katerega deluje tudi prionski laboratorij,
potem oddelek za patologijo prebavnega sistema, gastroenteropatologija, oddelek za patologijo sečil, urološka patologija, oddelek za celično patologijo, citopatologija in pa posebej je pa predstavljen še njihov poglavitni laboratorij, to je laboratorij za molekularno genetiko. Tako, mislim, da smo zelo izčrpno slišali vsebino tega zbornika. Hvala uredniškemu odboru, ki je res zelo skrbno in seveda brez svojim prostovoljnim delom in žrtvovanjem znova vzpostavil in oživil naš zbornik. Hvala vsem avtorjem prispevkov, počaščeni smo, da je z nami danes profesor dr. Trontelj in seveda naj ta zbornik pričuje, da Slovenska matica ne daje prednost humanistiki, da poskuša in želi ohranjati seveda tudi pozornost, dati pozornost naravoslovni znanosti, predvsem pa skrbeti za to, kar je njeno poslanstvo. Torej popularizacijo znanosti, biti nekakšen most med širšo javnostjo in slovenskimi znanstveniki, predvsem pa seveda s tem ohranjati slovensko znanstveno terminologijo. Hvala, da ste bili tako dolgo z nami. Jaz upam, da smo marsikaj zanimivega predstavili, seveda pa pozivam vse tiste maršale in generale, ki hodijo po Slovenski matici in puščajo svoje pisma, da je matica odprta ustanova. Potrkajte na naša vrata, vstopite in odprimo prostor dialogov. Hvala lepa.